zdaj pa prosim za kratek nagovor predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije Janeza Sušnika. Spoštovani upokojenci, seveda upokojenke z Bele krajine in Dolenjske, dober dan. Jaz vas v imenu Zveze društev upokojencev Republike Slovenije lepo pozdravim in hvala za povabilo. Teh srečanjev je v Sloveniji 13, toliko kot je tudi po krajini. In povsod je srečanje z dobrim vzdušjem, za motivacijo za druženje, ker tudi to je glavni namen, da se srečamo vsaj enkrat na leto, da si povemo kaj o naših in pa drugih problemih, ki jih imamo med seboj. Seveda je pa zelo pomembno, kako bomo peljali upokojensko zvezo tudi v bodoče naprej. Moram reči, da je Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjska in Bela krajina z dobrim delom zelo popestrila dejavnost na svojih področjih. Namreč društva so zelo aktivna na športnem, kulturnem, pohodniškem, izletniškem in tisto, kar jim pravzaprav paše. Hvala lepa, da se udeležujete in s tem tudi čvrstite sebi za svoje telo in svojo dušo, da nekaj naredite in da ohranite zdravje in pa srečo, da boste živeli čim dlje. Nekaj stvari treba povedati, da letos je bilo volilno leto, da smo se v preteklem obdobju za veliko stvari prizadevali in da mora ta vlada napraviti, če bo zelo kmalu zadeva stekla po nekem scenariju, narediti popravni izpit tudi na področju upokojenskih zadev. Kar nekaj dolga je nastalo iz časa neusklajevanja pokojnin. Dogovorili smo se, da bo to redno usklajevanje šlo naprej. Tudi letni dodatek še ni v celoti plačan, še manjka cirka 20 milijonov. Nismo uresničili demografskega sklada, ne zakon o dolgotrajni oskrbi, veliko je stvari odprtih. V ZDUS-u se bomo prizadevali, da gre gmotni položaj, torej pokojnine, da se bo tudi nekoliko popravila zakonodaja, ker ta zakonodaja stalno niža pokojnine. Potrudili se bomo, da bo zdravstvena reforma vsaj v tem mandatu prišla do zaključka in da bomo upokojenci imeli v tem javnem zdravstvu svoje mesto, ker se bomo tudi lahko ustrezno zdravili v tem našem tretjem življenjskem obdobju. Tretja zadeva je, ker se tudi poslužujemo, da bomo čim več tudi bivalnega standarda upeljali, kot je pač temu spodobno. Zato imamo tudi v vaši pokrajini zelo veliko vplivnih ljudi, ki prihajajo v Ljubljano. Tako imamo gospod Rosco Sonc, ki vam že dolga leta nam vodi projekt Starejši za starejše. Imamo predsednico strokovnega sveta Ano Bilbio. Imamo predsednico bivalnega standa in pokojninske zadeve Nežko Ivanetič. Torej, kar nekaj pomembnih ljudi je, ki krojijo tudi politiko na državnem nivoju. Jaz se v tem trenutku jim zahvalil za njihovo dobro delo in sem trdno prepričan, kljub temu, da je drugo leto volilno leto, da bo ZDUS preko pokrajin in seveda društev, ki je temelj vsega, nadaljeval s svojim delom. Bodoči vladi pa seveda se priporočamo, kljub temu, da smo civilna družba, da bomo še naprej, še bolj kot do zdaj, uveljavljali svoje pravice, ki pripadajo upokojencem. Za danes bo to dovolj. Jaz vam želim prijetno bivanje, veliko veselja, radosti, vrnite se domov s polno mero dogodkov današnjega dne, ker imamo v čudovitem ambientu, res se krasno počutimo. Jaz sem pa tudi na Gorenjskem povedal svoje občutke, kaj sem danes doživel. Imejte se lepo, veliko zdravja in osebne sreče vam želim.